Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober večer in lepo pozdravljeni v oddaji Vroča tema na spletnem portalu domovina.je. V zadnjem času ima vlada Republike Slovenije precej težav s pogajanji s sindikati, potem ko je napovedala ločen plačni steber za zdravstvo, pa obljubila nekaj višje plače sodnikom, so se zdaj oglasili tudi gasilci, policisti, stavkov naj bi 24. februarja po današnji napovedi tudi del javnega sektorja. Skratka, očitno stvari uhajajo izpod kontrole. Kje je šlo narobe? Ali je današnji plačni sistem res potreben prenove? O vsem tem pa se bomo pogovarjali z nekdanjim ministrom za javno upravo, tudi predsednikom stranke Državljanska lista in seveda nekdanjim predsednikom Državnega zbora, ki je zdaj z nami na video povezavi, oglaša se nam iz Pariza. Z nami je torej Gregor Virant. Lep dober večer. Dober večer. Gospod Virant, najprej se dotakniva plačne reforme, ki je bila realizirana v času, ko ste bili vi minister za javno upravo, to je bilo v času prve Janševe vlade. Mislim, da je šlo za reformo, ki jo je napovedala že Drnovškova vlada, ampak realizirali pa ste jo vi. Kje je šlo narobe, da ta plačni sistem danes ni več aktualen? Kje se je zadeva začela, po domače povedano, razpadati, da smo prišli v situacijo, ki jo je podedovala ta Golobova vlada? Ja, kot ste rekli, plačni sistem, ki formalno sicer velja še danes, se je začel uporabljati junija leta 2008, vendar se je pripravljal zelo dolgo časa. Zakon, ki je bil podlaga za ta sistem in je še danes, v bistvu je bil sprejet leta 2003, in takrat so se potem začela pogajanja v javnem sektorju, ki so trajala praktično 5 let in so se zaključila junija 2008 s podpisom vseh kolektivnih pogodb. Treba je spomniti, da je bil glavni razlog za prenovo plačnega sistema takrat to, da so bile plače v javnem sektorju popolnoma nekontrolirane, da so se urejale parcialno, vsaka panoga posebej, in da so zaradi tega rasle bistveno hitreje kot v zasebnem sektorju. To se je začelo dogajati tam po letu 94-95, in je bilo treba nekaj narediti, in ta enotni plačni sistem je bil v bistvu odgovor na te probleme. Seveda, takoj potem, ko se je začel uporabljati, je nastopila kriza, če se spomnite, in ta kriza je v veliki meri vplivala na razvoj plačnega sistema v javnem sektorju, je pa tudi pokazala, da je bil novi sistem zelo dobro orodje za obvladovanje plačne mase. Ker takrat so se uspele vlade, sindikati javnega sektorja dogovoriti za znižanje plač ali pa vsaj za to, da ni prihajalo do tistih rasti, ki so bile predvidene s kolektivnimi pogodbami. Skratka, nekako za skupno pogajalsko mizo so se sindikati takrat zmenili in to je precej prispevalo k temu, da se stroški niso pretirano povišali. No, potem pa se je, rečemo, nekako z nastopom vlade leta 2014 začela razgradnja enotnega plačnega sistema. Namreč sistem so začeli izigravati na najrazličnejše načine, skozi panožne kolektivne pogodbe, zdaj ena skupina, zdaj druga, zdaj zdravstvo, zdaj policija ali kakšen drug sektor. In je sistem na ta način de facto začel razpadati in je v resnici že zdavnaj razpadal. Torej, enotni plačni sistem imamo praktično samo še na papirju. Torej, če povem na kratko, dva problema sta z sistemom, ki je stopil v veljavo leta 2008. Prvi problem je ta, da ga niso znali izvajati, uporabljati in da jim je zato popolnoma razpadel v zadnjih letih. Drugo pa je, da je imel res nekatere pomanjkljivosti, ki jih je leta 2011 zelo lepo identificiral OECD v enem svojem poročilu in ki bi se jih dalo brez kakšnih večjih težav odpraviti z popravki zakona. To se pa ni zgodilo. Namesto, da bi popravili tiste pomanjkljivosti, ki jih je sistem imel in za katere se je vedelo že dolgo časa, nihče ni nič naredil na to temo, namesto tega so pustili, da sistem pravzaprav razpade.
Zdaj, preden prideva do tega plaza zahtev po višanju plačnih razredov, bova začela pri zdravstvu. Ne? Tukaj je imela vlada na začetku svojega mandata največ težav. Sindikat Fides je bil prvi, ki se je oglasil, prvi, ki je grozil stavko. V zadnjem dnevu so jo potem preprečili, obljubili zdravnikom in zobozdravnikom ta ločeni plačni steber. To je tisto, kar so si zdravniki ne nazadnje želeli. Je po vaše napaka, da je bilo zdravstvo ves čas del enotnega plačnega sistema v javnem sektorju? V drugih državah je bilo to vendarle drugače urejeno. Zdravniki so se pritoževali, ne, da so bile njihove plače zaradi tega ves čas prenizke. Mislim, da to, da je javno zdravstvo v enotnem plačnem sistemu, ni nič narobe, ker konec koncev se zdravniki v javnih inštitucijah financirajo iz javnega denarja, tako kot vsi drugi deli javnega sektorja, in je logično, da imajo isti sistem, ne, da je struktura plače enaka, da je procent dodatka za nedeljsko delo ali pa za nočno delo ali pa za nadurno delo enak in tako naprej. Ne vidim nobenega razloga, da bi kdorkoli, ki je plačan iz javnih sredstev izven sistema. To pa seveda ne pomeni, ne, da se ni mogoče tudi z zdravniki dogovoriti za povišanje plač, ne, skozi osnovno plačo, skozi višje plačne razrede, skozi dvig tistega plafona, ki je bil postavljen leta 2003 in je verjetno prenizek za najvišje, za najzahtevnejša delovna mesta. Torej, znotraj enotnega plačnega sistema bi se dalo vse te probleme rešiti. Treba je tudi vedeti, da je velik problem tam po letu 2009 postalo to, da so se z ukrepi v času krize, da se je plačna lestvica v bistvu sploščala, in da je peljala do vse manjših razlik med plačami, če hočete vse večje uravnilovke, med vse manjšimi razlikami med recimo najnižjo in najvišjo plačo v javnem sektorju, in je to dejansko pripeljalo v neko visoko stopnjo egalitarizma in bi se morali postopoma vrniti, umakniti iz tega. Torej, vse to je rešljivo znotraj enotnega plačnega sistema, ni treba, da bi zato zdravstvo izstopalo iz enotnega sistema. Sam pa pri tem mislim seveda, da je velik del problema v zdravstvu rešljiv tudi na ta način, da bi bilo angažiranih in da bi delovalo čim več zdravnikov v privatnem sektorju, kot je v drugih državah. V državah, ki imajo najboljše urejene zdravstvo in zdravstveno zavarovanje, zdravstvo pretežno deluje v javnem sektorju, v zasebnem sektorju, in s tem ni nobenega problema. Meni je kot pacientu čisto vseeno, me zdravi zdravnik v javni bolnici ali pa v javni inštituciji ali pa privatni zdravnik. Važno je, da moje zdravstveno zavarovanje pokrije vse storitve. Torej, en del rešitve za zdravstvo je gotovo tukaj, ampak seveda, tukaj pa trčimo tisto večno ideološko prepreko, da so nekako Slovenci prepredeni z tem ideološkim razmišljanjem, da dobro zdravstvo je lahko samo v javnih inštitucijah, kar sploh ni res. Zdaj, vlada je preprečila stavko zdravnikov in zobozdravnikov združenih pod imenom Fides. Nihče si ne želi v teh razmerah, kot jih imamo trenutno v slovenskem zdravstvu, še stavke. Ampak po vaše, v kakšnem položaju je tukaj zdravstveni minister bil? Vlada se je zavedala, da ta ločena pogajanja zdravniki lahko pripeljejo do tega plaza zahtev. Naknadno je premier Golob celo sam očitno obljubil v pravosodju višje plače do 600 evrov. A se niso zavedali, kaj bo sledilo temu? Kaj bi vi naredili? Ja, jaz lahko povem, kako smo delali. Mi smo se vedno zavedali, kateri elementi plačnega sistema so enotni, da tako rečem, in se dogovarjajo za skupno pogajalsko mizo, da se morajo vsi sindikati ali pa vsaj večina sindikatov nekako zmeniti, kateri se pa lahko potem rešujejo po panogah, v panožnih kolektivnih pogodbah. In kadarkoli je prišlo do zahteve, ki bi
posegla v te enotne elemente sistema, takrat sem jaz zadevo vedno pripeljal na pogajalsko skupino javnega sektorja, kjer so bili prisotni vsi sindikati. Ne, če potegneš neko potezo v korist samo ene skupine, in seveda vsi drugi to vidijo in potem se vedno usuje plaz, vedno je tako bilo. Tako da mislim, da tukaj dejansko vlada dela napake. Ne moreš pa ti kar z dodatkom reševati cele plačne skupine in to kar po glavi 600 evrov. Ne predstavljam si, kako bo to izpeljano, kako bo to izvedeno, in verjamem, da sindikate, ki so bili navajeni na čisto drugačen način urejanja plač, da jih je to raztogotilo. Mislim, jaz si dejansko v najbolj divjih sanjah ne predstavljam, da bi kaj takega naredili v tistem obdobju, ko sem bil sam odgovoren za plače v javnem sektorju. Kakršenkoli premik, vedno je bil, jaz sem ga vedno temeljito uskladil z finančnim ministrom, tedanjim, pokojnim dr. Bajukom, s predsednikom vlade. Običajno sem šel na vlado s pogajalskimi izhodišči, kjer je finančni minister moral soglašati, drugače stvar ni šla skozi. Sem bil ves čas na liniji s finančnim ministrom, kakršnokoli potezo smo naredili, in pa seveda, če bi ta poteza posegla v enotne elemente, sem šel pred vse sindikate in sem jih vprašal, če se s tem strinjajo, in potem smo se pogovarjali in največkrat tudi dogovorili. Zdaj pa vidim, je pa to čista entropija, čisti kaos, in to lahko pelje je že pripeljalo v neštete zahteve, zdaj, ker drug za drugim vse skupine praktično zahtevajo, in ker se to ne dogaja na nek organiziran način za enotno mizo, bodo kar tekmovali drug z drugim, kdo bo zahteval več, kdo bo dobil več in tako naprej. Nič dobrega se ne piše javnim financam, se bojim. No, zdaj, premier Robert Golob je odločitev o tem dodatku, svojo obljubo obrazložil s tem, da so sodniki pravzaprav edina veja, kateri so se plače realno v javnem sektorju znižale v zadnjih letih. Tega podatka natančno ne poznam, vendar ne razumem, kako bi se lahko plače realno znižale, razen seveda, če je do tega prišlo zaradi tega, kar sem prej omenil, torej zaradi sploščanja plačne lestvice, ampak potem to nikakor ne velja samo za sodnike. Ne razumem logike, po kakšni logiki bi se samo sodnikom v primerjavi z vsemi ostalimi plače lahko realno znižale, sej v enotnem plačnem sistemu do tega sploh ne more priti. In še enkrat pravim, tega se ne da reševati kar tako z nekim dodatkom. In veste, sodniki se v javnem sektorju marsikdo primerja. Sodniki so sicer res funkcionarji, ampak sodniki se bodo vedno primerjali zdravniki. Z sodniki se bodo vedno primerjali recimo univerzitetni profesori, pa tudi z nižjimi sodniki se bodo primerjali tudi učitelji. To so čisto normalne primerjave. Tako da ta poteza me je zelo presenetila in bo po mojem povzročila velike preglavice. Zdaj, ta današnja napoved dela sindikatov javnega sektorja, da bodo tudi oni stavkali 24. februarja, potem, kar sva se zdajle pogovarjala, verjetno ni presenetljiva, ampak a po vaše to stavko ta vlada še lahko prepreči? Zdaj, očitek je, vsem nam obljubljate prenovo plačnega sistema, z nekaterimi pa sta se lahko že zdaj ločeno izpogajali za višje plače. Zdaj, a bodo vsi zahtevali ločena pogajanja, a še lahko pripelje premier vse ostale skupaj za isto mizo? Kako vidite zdaj razvoj dogodkov? A se da to stavko po vaše preprečiti? Po mojem je duh ušel iz steklenice. To, kar ste rekli, da bi pripeljal sindikate za skupno pogajalsko mizo, to je bila pravzaprav rešitev od prvega dne. Tako bi morali ravnati od prvega dne. Zdaj so pa s temi parcialnimi rešitvami pravzaprav to praktično to možnost zamudili. Jaz bi rekel še eno stvar, reforma 2003-2008 je imela eno zelo zanimivo značilnost, to pa je, da ker smo se takrat vsi zavedali, da
bodo pač nekatere skupine dobile više plače, ker to je bil tudi namen, ne, tako imenovana odprava plačnih nesorazmerij, je bilo dogovorjeno že leta 2003, da se letno usklajevanje plač, do katerega vsako leto prihaja pač zaradi inflacije, zaradi više produktivnosti v celotni državi, zaradi rasti bruto domačega proizvoda, da se te redne letne uskladitve delajo samo polovično. In se torej iz tega razsula, do katerega je prišlo, je izjemno težko priti, ne? Izjemno težko. In to je herkulsko delo. Ampak edini način, da se to naredi, bi bil, ne, zdaj skoraj že prepozno, morda je neka mala možnost še, da se dejansko zastavi nova reforma in da se reče, to reformo bomo delali 2-3 leta in v tem času ne bo rednih usklajevanj ali pa bodo redna usklajevanja nižja, zato da bomo potem lahko, bi rekel, poravnali ta nesorazmerja, ki so znova nastala. To se je dalo zmeniti takrat, ne? To je bil princip takrat in po mojem edino na ta način se da tudi zdaj, ker drugače je to, bi rekel, špirala brez konca, ne? Brez konca. Vedno se bo pojavil nekdo, ki bo videl, da so nekomu drugemu zvišali plačo in bo mislil, da njemu tudi pripada in stvar bo šla ne vem kam. Včeraj sem videl neki izračun, da če bi se šteli vse zahteve, ki so jih zdaj postavili, ne, in se navezujejo na že izpolnjene zahteve, da se bližamo milijardi na letni ravni. Milijardi na letni ravni, to so enormni zneski. Ob tem morate pa vedeti, da je število zaposlenih v javnem sektorju od leta 13 ali 14 narašča. Ne? Do takrat je bilo še nekako pod kontrolo, v času Zujfa, v času druge Janševe vlade je bilo še, ne samo da je bilo pod kontrolo, ampak je celo upadalo, potem je pa začelo rasti. In zdaj, če to seštejete, ne? Rast števila zaposlenih v javnem sektorju, vse te povišice brez konca in brez kakršnekoli, bi rekel, sistemskega pregleda, to ne pelje nikamor. Jaz sicer osebno mislim, da ministrica za javno upravo to razume in to ve in bi verjetno rada speljala tako reformo, ampak se bojim, da ji s temi panožnimi rešitvami to onemogočajo. Ja, omenili ste, ne, kam smo prišli zdaj s rastjo zaposlenih v javnem sektorju z nagrajevanjem. Še ena stvar se je izrodila, ne, nagrajevanje. Ne. Same petice večinoma so padale in sistem ne deluje, s tem se lahko strinjava, kako ga urediti, kaj bi tukaj zdaj morali spremeniti, zakaj se je to izrodilo? Ja. No, to je ena od tistih točk, ko sem prej govoril, ne, da v nekaterih elementih bi bilo treba zdajšnji sistem popraviti. Jaz se živo spomnim, ko smo se leta 2007 ali 2008 pogovarjali o neki uredbi o napredovanju, sem jaz kot minister zelo zagovarjal to, da bi uvedli kvote, ne, neko omejeno število, neko omejen procent tistih, ki dobivajo najvišje ocene. In sindikati so takrat z gnusom to zavrnili in ker smo bili v tistem času tik pred podpisom kolektivnih pogodb, ne, so nas nekako držali v šahu, ne, če boste to naredili, potem pa mi ne bomo podpisali kolektivnih pogodb. Tako da teh kvot ni bilo. Jaz sem že takrat napovedal, da bo to rezultiralo v nenormalnem odstotku nadpovprečno delovno uspešnih in to se je tudi zgodilo. In posledica tega seveda je, ker je na nadpovprečno delovno uspešnost vezano tudi napredovanje v višje plačne stepe, ne, oziroma razrede, je to seveda praktično privedlo do avtomatičnega napredovanja, ki je problem tega sistema. Ta problem bi bilo treba rešiti z zakonskim posegom, ki bi šel v to smer, da bi bilo možnosti napredovanj, torej teh razredov napredovanj manj, kot jih je sedaj, in pa, da bi se z zakonom ali pa s podzakonskim predpisom pač postavila kvota, koliko največ je lahko tistih, ki so nadpovprečno uspešno ocenjeni. Mislim, to je absolutno rešljivo in bi bilo lahko že zdavnaj narejeno. Čas za to je bil tam nekje, rekel, okrog leta 11, recimo, ko niso bile odprte nobene kolektivne pogodbe,
ko vlada ni bila vezana na kakšne podpise sindikatov in bi lahko z eno spremembo uredbe pa eno spremembo zakona to dosegli. Gospod Virant, sej tukaj je še več problemov, ki jih morava nasloviti. Prej ste že omenjali to razmerje med najnižjo pa najvišjo plačo v javnem sektorju. To razmerje je bilo nekoč 1:7 ali 1:8, zdaj je 1:4. Kako smo do tega prišli in kako se iz tega rešiti? Ja, do tega smo v času krize, če se spomnite, leta 9, 10, 11, 12. Takrat je bilo na nek način splošno družbeno sprejemljivo, da večje breme v krizi nosijo tisti, ki imajo boljše dohodke. Recimo, takrat je bilo to nekako splošno sprejeto in se je šlo v to smer pri varčevanju. Vendar se nikoli nismo vrnili na stara razmerja. In to razmerje, ki ste ga omenili, je prenizko. To je egalitarno razmerje. Takega razmerja v nobeni drugi državi ne boste našli. In to samo še utrjuje to zelo, zelo visoko in pretirano stopnjo egalitarnosti v Sloveniji. In pri nas se vse dela v to smer. Pri plačah v javnem sektorju je prišlo do sploščitve. Če gledate zdaj davčne poteze vlade, prejšnja vlada je šla v določena znižanja najvišjih dohodninskih razredov, ta vlada je to ukinila. Torej vse večjo egalitarnost gremo v vseh pogledih in to v zgodovini še nikoli ni pripeljalo v nič drugega kot v enakost v revščini. To so pač alternative. Ali povečuješ družbeno bogatstvo in skoraj neizogibno nekoliko pri tem povečuješ tudi družbeno neenakost, vendar profitirajo vsi, tudi tisti, ki imajo manj, tudi tisti, ki so revnejši, recimo, profitirajo, ali pa ustvarjaš vse večjo enakost, vendar potem bodo vsi bolj revni. In Slovenija, nažalost, gre v to smer zdaj. Ja, in zdaj ste dali dobro iztočnico. To enakost na nek način vlada zdaj dosega tudi zvišanje minimalne plače. Najvišje povišanje v zadnjih 10 letih za točno 100 evrov. Videli smo, oglasili so se številni v javnem sektorju, recimo kar 24 plačnih razredov je zdaj pod minimalno plačo, pri gasilcih recimo so se tukaj dvignili. Kako komentirate to odločitev vlade, da to naredi? Gotovo nihče ne bo rekel, da si tisti z najnižjimi plačami ne zaslužijo recimo 100 evrov več. Nihče ne more tega reči. Gotovo, da je to za neko dostojno življenje pomembno in potrebno in tako naprej. Ampak problem je v tem, da to ni tako enostavno, in da se take stvari ne morejo, ne obnese se, če se take stvari delajo z dekretom. Ker če bi bilo to tako, da bi se lahko to naredilo z dekretom, potem lahko rečemo, da ne bo minimalna plača, 1500 ali pa 1700 evrov. Kakšne so plače v neki državi, v nekem gospodarstvu, pa tudi v javnem sektorju, je odvisno od tega, koliko družba sproducira, koliko proizvede, koliko proda, koliko konkurenčna je. In za plačami, ki postanejo nekonkurenčne in ki silijo podjetja v to, da dvigajo cene, da ne morejo več prodati, da zapirajo proizvodnjo, seveda to vodi v stagnacijo, to vodi v odpuščanja, to ne more voditi v nič dobrega. Problem plač v Sloveniji je, da so vse plače, predvsem pa višje plače, preveč obdavčene, država preveč pobere. Ko delodajalec pogleda, ali pa zaposleni pogleda, kolikšen je strošek delodajalca, celoten strošek delodajalca, koliko mora delodajalec dati za to, da nekdo dobi ven 1000 ali pa 1500 ali pa 2000 evrov, se zgrozi. In više, ko so te plače, oziroma bolj, ko gre za specializirana, najzahtevnejša delovna mesta, za specialiste
podjetjih, recimo za specialista mikrobiologa, ne, ki dela na nekih tehnoloških projektih, postanejo ta razmerja popolnoma nenormalna. Ne. Torej, problem, ne rečem, da absolutno privoščim vsakomur višjo minimalno plačo, absolutno privoščim, vendar večji problem od tega je, da so plače, predvsem na zahtevnejših delovnih mestih, preveč obdavčene. Če se še malce vrneva k javnemu sektorju, neka reforma se zdaj pripravlja. Recimo opozicijska stranka Nova Slovenija je imela en predlog, da bi te plače uredili v javnem sektorju po ločenih panogah, recimo za šolstvo posebej, za šport posebej. Je taka ideja po vaše dobra? Ta ideja odpravlja določene hibe sedanjega sistema. Če sem konkretna, recimo, če želi vlada zaradi razmer na trgu neki skupini dvigniti plače in je trdno odločena in stoji za tem z argumenti in je pripravljena na vse pritiske ostalih, tega danes praktično lahko naredi samo z izigravanjem sistema. No, to so tudi delali ves čas, ne? In to je lahko problem. Tako da z tega zornega kota je ta ideja plačnih stebrov, o kateri govori tudi ministrica za javno upravo, po mojem ena od možnih opcij, ne? Tako da bi bili določeni elementi sistema enotni, recimo struktura plače bi bila enotna, potem si ti dodatki, o katerih sem govoril, procentualni dodatki na nedeljo, na praznike in tako naprej, bi bili, dodatek za delovno dobo bi bili enaki. Medtem ko sama plačna lestvica bi bila lahko enaka, da bi ostala stvar pregledna, transparentna, same plače delovna mesta bi se pa lahko potem uvrstila v plače v panožnih kolektivnih pogodbah. To je možna pot, vendar, ne, tudi ta pot zahteva, če ta način, tak sistem ne bo koordiniran, da ne bo nikoga, ki bo imel pregled nad vsem tem, ki ne bo poskrbel za neka približna sorazmerja, pravična razmerja med različnimi deli javnega sektorja, med učiteljem, profesorjem, zdravnikom, sodnikom in tako naprej, bo to peljalo v razsulo. Torej, če skrajšam, ločeni stebri za posamezne sektorje z enotnimi skupnimi elementi, da, vendar samo pod pogojem, da imate enega močnega koordinatorja, ki ima vse to pod nadzorom in drži skupaj. Drugače bo razsulo. Ker se najin čas izteka, še eno vprašanje, torej zdaj čakamo prenovo plačnega sistema, napovedujejo v kratkem. Kaj vi pričakujete od te reforme in kako težko jo bo po vaše implementirati? Povedal bom, kako bi jo sam speljal, ne, če bi bil v tej vlogi, kot sem bil takrat, recimo. Jaz bi šel pred sindikate in rekel zelo odkrito, plačni sistem se nam je razsul, ne, ali želite, da vzpostavimo, bi rekel, neka nova pravična razmerja in ponovno vzpostavimo enoten plačni sistem, brez tistih napak, ki jih je imel prejšnji. Če ste za to, potem se usedimo in si vzemimo čas in v tem času spet nabirajmo denar, zato ker ga bomo potem za reformo rabili. Potem bi porabili verjetno 2-3 leta, da bi to speljali, da bi se skozi panožne kolektivne pogodbe spogajali in potem bi sistem recimo stopil v veljavo, ne vem, leta 2026 ali leta 2027, brez napak, ki jih ima sedanji, z več fleksibilnosti, vendar brez takih silnih finančnih posledic, kot se zdaj nakazujejo. In v času, ko bi to delal, ne, niti podrazno ne bi vodil nobenih separatnih pogajanj z nobeno skupino, ker to je tisto, kar najbolj ogrozi zaupanje. Ne, ti moraš imeti, če se hočeš pogajati s temi sindikati javnega sektorja, moraš imeti vsaj določeno stopnjo zaupanja z njihove strani. Če pa vmes vodiš še ločena pogajanja, že tako je težko pridobiti zaupanje. Če pa še vmes vodiš ločena pogajanja, potem pa od tega zaupanja ne ostane nič. Ne vem, jaz nisem optimist, moram reči, ker se mi zdi, tudi sindikati zdaj v zadnjem času pravzaprav vidijo, da je lov odprt, ne, da je
to, kar je bilo recimo leta 2003, 2002, 2003, 2004, ko so nekako vsi sindikati verjeli v to, da bo ta enotni plačni sistem nastal in da bo nek red in da bo neka primerljivost in da bo neka preglednost. Takrat je bilo težko, ampak se je dalo. Zdaj pa po mojem mnenju sindikati vidijo to razsulo in vidijo, da je lov odprt in da je vlada tako rekoč prej ali slej pristane, da je šibka v tem smislu, da prej ali slej pristane na vse. Mislim, leve vlade so itak ranljive v tem smislu, da so bolj naklonjene sindikatom, imajo tudi povezave s sindikati. Zdaj sindikati to vidijo in nisem čisto prepričan, da jim je iskreno v interesu, da bi se šlo znova v vzpostavitev reda. Ja, vi bi si za reformo sistema vzeli več let, kot ste rekli, 2, 3. Ta vlada bi to implementirala hitreje, naslednje leto ji bo uspelo v tako kratkem času. Ja, da vidimo, da vidimo. Gospod Virant, najlepša hvala za vaša pojasnila. Bomo seveda z zanimanjem spremljali, kaj se bo v prihodnjih tednih dogajalo glede morebitnih pogajanj in seveda morda tudi, kar se tiče protestov. Najlepša hvala za vaše odgovore in lep večer v Pariz. Hvala tudi vam. Lep večer. Vam, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, pa hvala za pozornost. To je bila vroča tema na spletnem portalu domovina.je. Spet smo skupaj prihodnji teden. Lep preostanek večera. Lahko noč.